V rubriki Glas ljudstva pa danes odgovarjamo mlademu Juliju Dominiku iz Ljubljane, ki nas sprašuje, kdaj namerava Slovenija izvesti polet na Luno. Ker mi o poletih na Luno vemo približno toliko kot Italijani o fašizmu, se pravi, pozabili smo vse, kar so nas naučili v šoli, smo odgovor raje prepustili profesionalcu, ki se s tem ukvarja že od lani. Juliju odgovarja štajernaut Filip F. Servus, Juli, malo si nas presenetil s tem vprašanjem, ker smo bili zikr, da noben ne ve za Švic, se pravi za Štajerski vesoljski strelitveni center, ampak zdaj, ko si nas tako izpostavil, pač lahko povem, za kaj gre, Skratka, organizatorji Zlate lisice so me prosili za pomoč, išče pač novo lokacijo, ker na Pohorju je vsako leto manj snega, pa sploh ne morajo več tekem organizirati, zdaj. Kranjska Gora je predraga, tam samo žabari hodijo, tako da smo mi zračunali, da je ceneje, če nas par se v to raketo nagužba, notri pa gremo nekam v vesolje, kaj te jaz vem, Luna, Mars, Snickers, Bounty, ni važno, nekje mora biti sneg, Tako da mi bomo še leto šli gor, Ilka že komaj čaka, imamo samo že par logističnih težav za rešiti, treba je zračunati kakšno razmerje med Radensko pa Rizlingom, da mašini najboljši izkoristek, tako da pa z violami se treba zmeniti, da ne morajo navijati čisto zraven rakete, pač neke tehnične stvari, ampak jaz mislim, da ne bo problemov, ker imamo podporo župana, tako da če bo treba, bo pač on potalil par focnov, pa bo, V glavne, dragi Juli, glej skozi okno v luft, pa boš mogoče nasvedel, sploh tam, okoli Martinovega, pa tam pa res, glej, ker nikoli ne veš, kje bo priletela naša raketa, ker to lahko gre gor dol, noben ne ve, tako da, okej, vun, pa če slučajno dol poknemo, ki je blizu tebe, damo rufni, ena, dve, lepo prosim, hvala, tako da. Evo, zdaj se bom poslovil, moram vaditi zdaj zadrževanje zraka, ker smo se zmenili, da oni, ko naj le drži, bo lahko šel prvi vun z rakete, tako da. V starih cajtah smo na konc djali, lahko noč, se vidimo naslednji teden. Zdaj pa samo rečeš, subscribi se in glej, kakor te je vola.